Dragi bratje in sestre, mi nekako iz izkušnje življenja vemo, da strahopetec nikoli ne naredi kakšnih velikih stvari. In ljudje strahu, nenehne previdnosti, brez določenega poguma za tveganje, niso bili v zgodovini nikoli nosilci napredka. Tak človek se zapira vase in torej misli le nase, je ogrožen od vsega in kar torej ni njegovo in je zunaj njega, je nekaj, kar že v svojem izhodišču sovraži in v vsem vidi nevarnost, povsod sluti napad in se torej brani, predno mu kdorkoli karkoli hoče. Takšni so bili tudi Jezusovi učenci po vseh dogodkih ob veliki noči. In Jezus jih kot ljudi, tako kot vse nas, pozna. Zato jim vliva pogum. Pogum in zaupanje, vero. Ko pride med njih, ki so ponavadi nekje zaprti iz strahu in se vznemirijo, jim on pravi, ne bojte se, mir vam bodi. Zakaj ste preplašeni? Zakaj dvomite? In prav s tem Jezus sporoča tako njim, kakor tudi vsem nam danes, ki poslušamo njegovo veselo oznanilo in se veselimo velikonočne skrivnosti, da je torej pogum, zaupanje, vera zelo pomemben del našega življenja. Je vir napredka. In to bi lahko rekli na poseben način danes, ko nam tukaj krasite to prizorišče, svojim življenjem kažete tudi motoristi. Motor je vendarle znamenje neke moči, s katero se človek včasih ubada, povsem načrtno, morda včasih malo igra, včasih pa lahko gre sicer tudi malo predaleč. Zagotovo pa je motor vir navdušenja. Navdušenje se vedno povezuje tudi s hitrostjo, z izzivi. In nam tako simbolizira marsikaj v našem življenju. Saj to, kar recimo nekdo, ki se usede na motor in ob sebi čuti še neko dodatno moč teh konjskih sil, pravzaprav doživljamo tudi na vseh drugih področjih našega vsakdanjega življenja. Ko se lotevamo kateregakoli drugega projekta, bodisi dejavnosti ali pa življenja. Če imamo recimo v družini občutek, da smo drug ob drugem in drug ob drugem navdušeni, vemo, da ko se bomo za nekaj odločili in bomo v to prepričani, bo z nami žena, bodo z nami otroci, bo z nami mož in še marsikdo, ki se z nami druži. Smo ravno tako prepleteni drug z drugim in seveda lahko veliko močnejši, veliko hitrejši, veliko učinkovitejši, veliko več izzivov se lahko lotimo v življenju in hkrati tudi veliko manjši nevarnosti, da se nam bo kaj zgodilo, ker nimamo občutka, da smo sami, temveč nas drugi podpirajo. Na vseh nivojih torej lahko to v življenju usporejamo. In prav je, da se tega učimo. In to je tisti pogum, tisto tveganje, ki je nujno v življenju. Vsi vemo, da smo ljudje tudi šibki in da ljudje ničkolikokrat tudi razočaramo.
In tako kot nas v naših medsebojnih odnosih lahko kdaj nese in moramo to vzeti v koncept in se v tem tudi sprejemati in razumeti, tam smo si morda še posebej potrebni drug drugemu, nič človeškega torej nam ne more biti tuje, nas lahko nese tudi v tehniki in tudi motor nas lahko razočara, ko nas ne vzdrži na kakšnem uvinku. In tako v življenju, v medsebojnih odnosih, kakor v odnosu do tehnike, so pač posledice takšne, kot so. In vemo, da so lahko povsod zelo krute. Zato pa Jezus, ko vabi svoje učence, naj bodo pogumni, naj bodo sposobni tveganja, naj imajo zanos, naj jim bo življenje izziv, vendarle priporoča še nekaj drugega. Zaneste se pa vendarle na konkretne stvari, na objektivno. Ne pojdite predaleč. Naj vas življenje ne odnese v navidezne sfere, v oblake. Od tam boste pa lahko enkrat resnično treščili. In zato jim pravi, potiplite me, da sem jaz, in me občutite, da sem z vami. Istočasno, pa ko še vedno ne verjamejo, jih vabi, ali imate kaj za jesti? Prinesite. In šele ko ga potipljajo, ko tudi z njim jedo, ko so torej tako kot učenca v Emausu, z njim pravzaprav pri maši, pri Evharistiji, takrat začno verjeti, verovati, ker so postavljeni na resnična, verodostojna, realna tla. Zato, bratje in sestre, ko torej vozimo skozi naše življenje, je še kako pomembno, da imamo dovolj širine, dovolj objektivnega pogleda in občutka za stvarnost, za ta ali oni ovinek, za to ali ono priložnost v življenju, za to ali ono moč, ki nas sili sem ali tja, da znamo preceniti sebe in okolje in se oprijeti tistega, kar je oprijemljivo, kar torej zmoremo zmagati. Potrebna je predrznost in potrebna je preudarnost. In znotraj teh dveh skrajnosti moramo voziti življenje, kot ljudje v medsebojnih odnosih, kot sicer popotniki skozi ta svet z različnimi sredstvi in tudi z motorjem. In najti tukaj znotraj tega pravo miru je modrost našega življenja. In tukaj je Jezus jasen. Ko bojnemu nas vabi, a nas istočasno svojim naukom razsvetljuje, nam torej nudi zdravo pamet. Precenite in ne pojdite predaleč. Držite se tistega, kar ni navidezno, temveč verodostojno. Tudi v politiki, gospodarstvu in kjerkoli je povsem isto. V teh dnevih smo priča tolikim neverjetnim obljubam in tolikšnemu govorjenju. Vendar, če smo trezni, kje pa so podlage za takšna govorjenja? In tukaj čutimo, kako je pravzaprav biti na motorju, še tako močnem, in se voziti po naši slovenski zemlji, več kot samo to. Se je tudi učiti življenja. In ne nazadnje nas Jezus ravno k temu vabi. In morda, če bi takrat poznali motorje, bi danes brali v Evangeliju tudi kakšno prispodobo o motoristih